Danes je srečen dan. Jaz sem zelo vesel, da je prišlo najprej do preobrata, da smo dobili končno desnosredinsko vlado. Vsi smo samo ljudje, vsi delamo napake, ampak ključno pa je, da se iz teh napak kaj naučimo. Če kaj v tem mandatu naredim, potem moram narediti vse, kar je v moji moči, da rešimo vsaj kakšno življenje. Gospod Tonin, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri Slovenskem času. Hvala lepa za povabilo. Pa začniva morda kar s tistim trenutno najbolj vročim političnim vprašanjem. Nova Janševa vlada, kako jo ocenjujete, kakšna se vam zdi, sami že dobro poznate seveda slovensko politično realnost, tudi minister ste bili v prejšnji Janševi vladi, kakšna se vam zdi trenutna? Danes je srečen dan. Jaz sem zelo vesel, da je prišlo najprej do preobrata, da smo dobili končno desnosredinsko vlado in to brez kakšnih nepotrebnih dodatkov. In jaz mislim, da je to dober obet za Slovenijo. Končno smo dobili politično zelo izkušeno vlado, kar je zelo pomembno, in vlado, ki ima pravo vsebino in prav program, da Slovenijo znova spravi na pravo pot. Seveda bo pa pot tudi težka, mestoma tudi naporna, kot je vedno, še zlasti, če se bodo urejale kakšne stvari, ki so zatečene, ki res niso dobre. Verjamem, da bo tudi odpor in takrat bo morala vlada pokazati svojo trdnost, vztrajati na smeri in sem prepričan, da bo na koncu vse v redu. Vaša stranka je tokrat na volitvah sodelovala v skupni listi skupaj z SLS in Fokusom. Kako ocenjujete to sodelovanje in mislite, da se je obrestovalo, je dalo neke plodne rezultate, morda tudi kakšno usmeritev za naprej? Moja ideja je vedno bila, da povezani smo močnejši. In že v preteklosti kot nekdanji predsednik stranke sem zagovarjal tovrstno povezovanje, tudi začel na teh stvareh delati in sem zelo vesel, da je sedanji predsednik Jernej Vrtovec te stvari nadaljeval in jih tudi realiziral. In jaz mislim, da je vse skupaj pokazalo, da deluje, da obstajajo neki sinergijski učinki, ki jih ne bi mogli doseči, če bi vsakdo na teh volitvah nastopal samostojno. In jaz mislim, da je za Slovenijo to krasna stvar in tudi zaradi tega skupnega nastopa in zaradi rezultata te skupne liste tudi danes imamo to desnosredinsko vlado. Zdaj vlado torej znova vodi kot mandatar Janez Janša, predsednik SDS, s katerim sta imela v preteklosti tudi že kakšne konflikte. Nekoč ste mu, če se prav spomnim, očitali, da njegov odnos do drugih koalicijskih strank lahko vodi tudi v nov poraz desne sredine na volitvah. Zdaj pa pravzaprav znova njegova vlada. Kako ocenjujete, da bo zdržala pod njegovim ponovnim mandatarstvom? Vsi smo samo ljudje, vsi delamo napake, ampak ključno pa je, da se iz teh napak kaj naučimo in da stvari spremenimo na bolje. Tako da jaz verjamem, da sam sem se kaj naučil iz svojih napak, prepričan sem, da se je tudi gospod Janša in da bo to tista vlada, ki bo res zdržala cel mandat, ki bo delala dobro in da bo po 4 letih Slovenija boljša, kot je danes. Pa morda vendarle samo še eno notranje politično vprašanje. V marsičem je seveda trenutna koalicija drugačna od tiste, v kateri ste bili vi, še posebej seveda po tem, da je zraven stranka Resnica, ki ima tudi mesto predsednika parlamenta. Kako ocenjujete njeno vlogo? Mislite, da bo nekako prinašala neko težje delovanje za trenutno koalicijo, kot je bila tista, v kateri ste sami sodelovali? Morda imate kak nasvet za sobivanje teh strank naslednja 4 leta? Manjšinska vlada je vedno naporna. Sam sem sodeloval v manjšinski vladi in razlika, začeli smo s klasično večinsko vlado, kjer so stvari precej enostavne, v parlamentu imaš podporo, imaš neke vrste glasovalni stroj in seveda vedno računaš, da kar kot minister ali kot vlada predlagaš, da bo v parlamentu tudi potrjeno. Potem, ko pa so nam
določeni poslanci odšli, oziroma ne vem, poslanska skupina takrat SMC-ja se je razpolovila, potem na primer Desus je celo odšel iz koalicije, in ko smo postali manjšinska vlada, je pa zadeva postala precej bolj zahtevna, kar pomeni, da za vsak zakon, ki ga kot vlada predlagaš, se moraš zanj boriti v parlamentu, ga moraš obrazložiti, moraš zanj prepričati tudi opozicijske poslance. Z vidika demokracije je to seveda dobrodošlo, ker spodbuja dialog, spodbuja medsebojno komunikacijo, predvsem pa prisili tudi vlado, da pripravi čim boljše zakonske predloge, da dobijo večino. Za vladno ekipo pa za samo vlado je pa seveda to precej naporno delo. Ampak glede na to, da je tako gospod Janša, kot tudi nekateri njegovi ministri te stvari v preteklosti delal, jaz ne pričakujem nobenih pretiranih težav. In kar je do zdaj pokazalo, da resnica deluje v parlamentu predvidljivo in racionalno. In to je tisto, kar za neko normalno delo potrebuješ. Predvidljivo politiko, da natančno veš, kaj gre, kaj ne gre, in potem so stvari mnogo lažje. Najtežje je delati z nekom, ki je popolnoma nepredvidljiv, ker je danes lahko tako, jutri je pa že nekoliko drugače. In tukaj bo tudi ponudeno, kot je bilo rečeno, partnerstvo za razvoj, skratka, da bodo imele vse opozicijske stranke priložnost, da bodo z vlado sodelovale, da bodo z vlado naprej tudi nekatere ključne zakone usklajevale. Jaz mislim, da je to za neko spremembo politične kulture v Sloveniji zelo dobrodošlo, in jaz si seveda želim, da se bodo opozicijske stranke poslužile tega partnerstva za razvoj. Seveda nič jim ne škoduje, če kakšno stvar prej in bolj poglobljeno predebatirajo, kot potem zgolj in samo na sami seji Državnega zbora. Skratka, ta stvar bi bila win-win kombinacija tako za opozicijo kot tudi za koalicijo. Dobro, morda se premaknemo zdaj malo na teme, s katerimi se največ ukvarjate v Evropskem parlamentu. Med njimi je na primer morda ena najpomembnejših vprašanje preganjanja kristjanov po svetu. Nam lahko za začetek malo bolj predstavite to temo? Najbrž se marsikdo sploh ne zaveda, da kristjani danes še kje sploh so preganjani. Tudi sam se tega nisem zavedal, dokler nisem bil izvoljen v Evropski parlament, in na nek način je bil tudi zame to svojevrsten kulturni šok. Kristjani so danes najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Zame je bilo to kruto spoznanje in stvari pa prihajajo iz številk, ne. Glede na to, da je praktično danes z različnimi oblikami preganjanja soočenih 280 milijonov kristjanov, gre za grozovite številke. Glede na to, da je vsako leto ubitih več tisoč kristjanov, ne, jaz mislim, da je absolutno naša dolžnost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da tovrstne stvari preprečimo. Vsako rešeno življenje pomeni, da smo storili nekaj dobrega. In te stvari sem spoznaval zlasti pri poročilih, ki smo jih obravnavali na odboru za zunanjo politiko v Evropskem parlamentu. In na neki točki sem sam sebi rekel, če kaj v tem mandatu naredim, potem moram narediti vse, kar je v moji moči, da rešimo vse kakšno življenje, da postanem glas zatiranih in preganjanih kristjanov, da to je moja moralna dolžnost. Skupaj s kolegi mislim, da stvari premikamo v pravo smer in da se je tudi Evropska unija zbudila in začela bolj intenzivno delati na teh temah. Začeli smo odpirati razprave v Evropskem parlamentu, na plenarnih zasedanjih, o teh stvareh zelo odkrito in jasno govorimo. Posledica različnih resolucij, ki smo jih sprejeli v Evropskem parlamentu, so tudi konkretne spremembe. Nedavno, na primer, so iz Pakistana, iz ene izmed provinc poročali, da je regionalni parlament končno sprejel zakon, da poroke pod 18. letom niso dovoljene, ker so bile številne krščanske deklice prisiljene v poroke z muslimani. Skratka, na takih konkretnih primerih se vidi in je človek zadovoljen in srečen, da se premiki vendarle dogajajo, da so otipljivi in da so vidni.
Bil je tudi imenovan poseben odposlanec za svobodo veroizpovedi, nekdanja irska komisarka McGuinness. Skratka, imamo še posebno institucijo, če hočete, posebnega človeka, ki se profesionalno, vsakodnevno ukvarja s to tematiko, predvsem pa pritiska diplomatsko, ekonomsko, politično na vse države, ki ne naredijo dovolj za to, da bi nasilje in preganjanje kristjanov v njihovih državah zaustavili. Omenili ste recimo že Pakistan, prisilne spreobrnitve, poroke in tako naprej. Za kakšne vrste preganjanja še gre po svetu, ki je morda še kako tako žarišče? Najbolj tragične in najbolj žalostne so seveda zgodbe v Afriki in v Nigeriji. Tam imate islamsko milico Boko Haram, ki upada v krščanske vasi, v krščanske skupnosti, jih požiga, pobija. Pričevalce, ki smo imeli v Evropskem parlamentu, na primer, so povedali, recimo, kako tragične so te zgodbe. Islamska milica vpade v vas, ugrabi nekega posameznika, kristjana, in potem od družine zahteva visoko odkupno ceno. Seveda ta družina se angažira, zbere denar, proda svojo zemljo, naredi vse za to, da tega človeka osvobodijo, a ne. Plačajo ta denar islamski milici, ki ga sicer tisti dan osvobodi, ampak že naslednji dan se ponovno pojavijo na vratih in ga ubijejo, umorijo. Skratka, izgubijo denar, izgubijo svoje najdražje in to je tista tragedija, s katero se ukvarjajo ali pa soočajo kristjani v Nigeriji. In številke so gromozanske. V zadnjih letih je bilo v Nigeriji ubitih več kot 40 000 kristjanov. Zdaj, številke so zelo primerljive s tistimi v Gazi. Obadva pa veva, kakšna je bila medijska pozornost za zločine v Gazi in kakšna je za zločine v Nigeriji. Podpiram, da smo praktično vsak večer poslušali, gledali, kaj se je dogajalo v Gazi, ker smo s tem naredili javnost bolj občutljivo, politiko bolj občutljivo, da se je pritiskalo na politiko v tistih koncih, da se vendarle doseže neke premirje in da se te zločini zaustavijo. Medtem ko pa neke take pozornosti za vse zločine v Afriki ni. In s tem tudi ni ne javnost čuječa, niti ne politika pripravljena narediti nekaj več za to, da se stvari tam ustavijo. In to je recimo neki konkreten primer, ker moramo zbuditi našo evropsko javnost, ker moramo opomniti evropsko politiko v državah članicah, da je tiste zločine potrebno zaustaviti in seveda odgovorne tudi primerno kaznovati. Recimo, to je Afrika, potem imate pa Pakistan in nekateri kristjani na Bližnjem vzhodu. Recimo, tam so zgodbe nekoliko drugačne. Imajo posebne zakone, ki se, ne vem, slovensko bi to rekli, zakoni v vezi oziroma zvezi z bogokletjem, kjer pa se kristjane preganja na tak bolj prefinjen način. Na primer, imamo primer neke krščanske ženske, ki so jo sosede enostavno obtožili, da je ravnala bogokletno zoper Alaha, da je pošiljala neka sporočila, ki so bila usmerjena proti Alahu. In seveda posledica tega je bila, da praktično so jo lahko zaprli, odvzeli vse njeno premoženje. Na koncu se je izkazalo, da ta ženska niti telefona ni imela, s katerim bi pošiljala tovrstna sporočila. In to je še eden izmed takih, recimo, zelo problematičnih zakonov, ker se zelo enostavno vrši pritisk na krščansko skupnost oziroma se jo obtoži stvari, ki dejansko ne držijo. Potem imate pa tudi države, kot je na primer, ne vem, Severna Koreja, kjer je že zgolj to, da navzven pokažeš, da si veren ali pa da si kristjan, dovolj za smrtno obsodbo in likvidacijo. Skratka,
Stvari po svetu so precej hude in vsekakor zahodna javnost ne bi smela biti nema. Mi moramo biti zaščitniki in glas preganjanih kristjanov. A mislite, da imamo kot Evropska unija ali pa potem kot posamezne evropske države z krščansko preteklostjo, tradicijo, neko posebno dolžnost ravno do krščanskih manjšin po svetu zaradi teh naših korenin, ali je to pač neka splošna dolžnost do vseh zatiranih skupin? Mislim, to je naša civilizacijska dolžnost do vseh ljudi, ki so zatirani in preganjani, ki so jim kršene človekove pravice. Skratka, vsakdo, ki je na tem svetu preganjan, na nek način smo dolžni se zanj postaviti. Pri kristjanih pa dodajam zgolj to, da so v tem svetovnem medijskem svetu ali pa pri svetovni javni pozornosti zapostavljeni. In da je zato tudi zaradi naše preteklosti oziroma zaradi naših korenin naša moralna dolžnost, da te stvari spremenimo. Ker če se o zločinih ne govori, če te krivice niso slišane, potem seveda je zelo malo možnosti, da se bodo stvari spremenile na bolje. Tukaj vidim, da se ne smemo enostavno nasloniti nazaj v naslonjač in reči, glejte, to ni naš problem, to se dogaja tam nekje daleč na drugem koncu sveta. Ne, tudi to je naš problem in naša dolžnost je, da naredimo vse, kar lahko, da se stvari spremenijo. Omenili ste že, da lahko Evropa pritisne na države ali pa skupine, ki preganjanja izvajajo z ekonomskimi, diplomatskimi sredstvi in tako naprej. A lahko podate še kakšen primer, kaj bi lahko recimo konkretno slovenska vlada ali pa Evropski parlament naredil, ne vem, glede situacije v Nigeriji ali pa kjerkoli že? Možnosti je seveda več, ne. Imate vojaške opcije, imate diplomatske, imate ekonomske. Zdaj, glede na to, da Evropska unija ni vojaška velesila, tako kot na primer, ne vem, Amerika, ki lahko tudi z vojaškimi sredstvi marsikaj prepreči ali pa zaustavi, je naša največja moč diplomacija in pa tudi ekonomija. Evropska unija ima s številnimi državami v Afriki, pa tudi na Bližnjem vzhodu in v Aziji podpisane različne trgovinske sporazume. Na primer, konkretno s Pakistanom imamo podpisan poseben trgovinski sporazum, ki Pakistanu letno prinese okrog 125 milijard evrov dodatnih ugodnosti in koristi. Oziroma njihovi ekonomiji oziroma zaradi tovrstnih sporazumov njihova ekonomija plača manj carin v Evropski uniji. In tukaj je neki vzvod, da se pritisne na primer na to državo članico, če svojo zakonodajo ne bo ustrezno spremenila, potem bo te finančne ugodnosti izgubila. Tako da tukaj so zelo konkretni vzvodi, ki jih imamo. Na drugi strani imate tudi številno razvojno pomoč, ki jo dobivajo afriške države. Govorimo o milijonih in milijonih evrov, ki tudi številnim vladam teh evropskih držav omogočajo celo, da preživijo oziroma da delajo neke osnovne stvari in brez tega denarja bi se tudi njihov sistem zrušil. Tukaj je tudi dodaten vzvod na to, da se stvari spremenijo. Skratka, imamo sami nekaj konkretnih ekonomskih vzvodov, s katerimi lahko pritiskamo, da se stvari spremenijo. Potem imamo pa tukaj še politične, diplomatske vzvode, da na naše močnejše zaveznike vplivamo, da če je potrebno tudi vojaško posredujejo. Na primer, če se neko islamsko milico ne da zaustaviti oziroma uokviriti z ekonomskimi, diplomatskimi, političnimi sredstvi in če še naprej povzroča zgolj in samo zločine, potem ni druge opcije in možnosti, kot da se uporabljajo tudi vojaška sredstva. Skratka, tukaj so možnosti zelo različne. Bistveno je pač, da si ne rečemo, to se pa ne da, ne. Kjer je volja, tam je tudi pot. Prej sva se že nekoliko dotaknila
krščanskih vrednot, na katerih naj bi slonela evropska civilizacija. Pa me zanima, prihajate seveda iz Slovenije, kjer je situacija precej drugačna, mogoče so nekateri elementi krščanstva bolj vidni, cerkev še vedno živi, imamo bogato kulturno dediščino in tako naprej. Kaj pa zdaj, ko delujete v Evropskem parlamentu? A imate vtis, da neke krščanske, katoliške vrednote še vedno imajo pomembno mesto na ravni Evropskega parlamenta, na ravni politik, Bruslja, se jih zazna oziroma imajo še neki vpliv na odločanje, ali je to že dolgo stvar preteklosti na tej ravni? Moj vtis je, da tam nekje po tisti veliki finančni krizi, ki je prišla iz Amerike, tam 2008-2009-2010, da po tistem obdobju je na neki način Evropa kot celota malo zabredla. Zlasti v zadnjem desetletju so se zelo spodbujale razne woke zgodbe oziroma po slovensko prebojenske zgodbe, da je to bila zelo agresivna agenda levih političnih skupin, ki je šla na številnih točkah absolutno predaleč. Potem se je vzpostavila neka, bom kar direktno rekel, zelena religija, ki je zagovarjala neke kvazi zelene poteze. Pomeni, zakaj pravim kvazi, ker se je zgolj slišalo zeleno, dvomim pa, da je to kaj bistveno prispevalo k čistejšemu in lepšemu in boljšemu okolju. Skratka, je bilo veliko nekih finančnih zgodb v ozadju, ki so te stvari spodbujale in pritiskale. In tukaj smo izgubljali našo identiteto. Na neki način smo se prebudili v kaos in se mi zdi, da šele zdaj s covidom, z vojno v Ukrajini je prišla neka resna streznitev tudi za samo Evropsko unijo in zdaj v tem trenutnem mandatu dejansko popravljamo napake iz preteklosti. Kar pomeni, da te woke zgodbe potiskamo malo na stran, ne. Da pri zelenem prehodu poskušamo vpeljati razumen zeleni prehod in predvsem, da znova iščemo naše korenine. In jaz sem najbolj zadovoljen in vesel, da mlada generacija v krščanskih koreninah vidi neko trdnost in neko prihodnost. Skratka, da se Evropa po tem zmedenem desetletju, ko je zabredla, postopoma vrača nazaj k svojim krščanskim koreninam. H koreninam, na katerih je bila ustanovljena. Ustanovni očetje Evropske unije so bili krščanski demokrati, ki so razumeli vlogo in pomen naših krščanskih korenin, in jaz sem zadovoljen, da počasi, vendarle vidno, se k tem koreninam tudi vračamo. Da se vsi skupaj zavedamo, da ko je vihar zelo močan, takrat potrebuješ neko močno sidro. In krščanske vrednote so to tisto sidro, ki lahko Evropo obdrži na svojem mestu tudi ob sedanjih zelo močnih viharjih, ki pihajo z vseh strani. Omenili ste nekaj kriznih žarišč po svetu, ne, ki so dale Evropi v premislek znova svojo samostojnost, avtonomijo in tako naprej. Vojna med Rusijo in Ukrajino, vojna z Iranom, spremembe v ameriški politiki in tako naprej, zaradi katerih se Evropa znova oborožuje, razmišlja o novih vojaških obrambnih strategijah. Sami ste bili obrambni minister v nekdanji slovenski vladi. Kako ocenjujete to trenutno dogajanje na evropski ravni in kaj bi še bili pravi koraki glede postavljanja neke samostojne obrambe? Za vse skupaj se je potrebno vrniti malo nazaj v zgodovino. V drugi svetovni vojni so nas rešili Američani. Brez podpore Američanov bi najverjetneje danes bila Evropa drugačna. In po drugi svetovni vojni se je na neki način Evropa sprijaznila
da so Američani tisti, ki skrbijo za našo varnost. In smo mi naš pogled usmerjali drugam, naša sredstva, naš fokus, in smo predvsem se ukvarjali z drugimi stvarmi, zelo močno delali na ekonomiji, na razvoju in takšnih stvareh. Obrambo in varnost smo pa prepuščali Američanom. Zdaj so se pa stvari v svetu spremenile in Američane zdaj preizkušajo tudi določene sile, kot je Kitajska na vzhodu, Rusija in podobno, in enostavno so se Američani na neki točki odločili, da je morda pa zdaj prišel čas, da Evropejci sami poskrbimo za svojo varnost. Ker če se postavite v vlogo nekega ameriškega davkoplačevalca, a ne, ki se vpraša, zakaj bi, ne vem, 320 milijonov Američanov plačevali za varnost 450 milijonov Evropejcev, pri tem, da Evropejci nismo najbolj revni del sveta na svetu, je najverjetneje njihov razmislek upravičen, ne. In zdaj za novo administracijo so te stvari bile tudi zelo jasno povedane in tudi vnaprej razložene, da se Američani postopoma umikajo iz Evrope in da bomo morali poskrbeti sami za svojo varnost. Kar pa pomeni, da bomo morali v prvi vrsti zgraditi neke vojaške zmogljivosti, ki jih do zdaj nismo imeli, pa smo bili odvisni izključno od Američanov. Konkretiziram lahko na primer protibalistično zaščito, ne vem, če iz Irana nekdo izstreli balistično raketo, trenutno imajo zgolj Američani ustrezne zmogljivosti, da to raketo prestrežejo. Potem v obveščevalnem smislu so sateliti ključnega pomena, tudi tukaj smo nekoliko šibkejši in rabimo stvari nadgraditi. Skratka, cela vrsta je nekih stvari, ki jih je potrebno izgraditi, dograditi, ker smo zdaj sloneli izključno na ameriški podpori. In ta trenutek je zdaj prišel, ne. In jaz se včasih čudim, kako nekateri še kar zavajajo in rečejo: "Vlaganje v orožje je nesmiselno, dajmo vlagati v zdravje, šolstvo, ceste." Jaz se s tem strinjam, ampak prav primer Ukrajine nam govori v prid temu, da očitno smo še vedno v časih, da je vojna na evropskih tleh možna in da je najdražja vojna. Stane ogromno življenj, hude tragedije, razbije ekonomije, razbije številne podsisteme. Zaradi tega je mnogo cenejše poskrbeti za take obrambne zmogljivosti, ki zagotavljajo kredibilno odvračanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da zgradiš take sile, da tvoj nasprotnik verjame, da te ne more premagati in te zato nikoli ne napade. In s tem si seveda zagotoviš dolgoročen mir. In to je bistvo vlaganja v obrambo in varnost, skratka, da si zagotovimo dolgoročen mir. In ta čas je seveda zdaj prišel in te stvari bomo morali narediti. Stvari se dramatično spreminjajo. Še v prejšnjem mandatu je bilo v Evropi praktično nemogoče, da bi Evropa kaj resnega naredila za obrambo in varnost, ker se je vedno komisija in tudi Evropski parlament obnašal, češ, glejte, to ni naš problem. To je stvar držav članic Evropske unije, to je njihova pristojnost, ampak v tem mandatu se stvari spreminjajo. Dobili smo evropskega komisarja za obrambo in varnost, dobili smo številne evropske mehanizme, ki državam članicam omogočajo, da vlagajo v obrambne zmogljivosti. Zdaj so se ponovno odprli resni razmisleki o skupni evropski vojski, a ne. Marsikdo ne ve, da v začetku 50. let, ko so se postavljali temelji Evropske unije in ko se je oblikovala takrat slavna skupnost za premog in jeklo, iz katere je potem izšla ta gospodarska skupnost in kasnejša Evropska unija, da je bil takrat tudi predlog za oblikovanje tako imenovane Evropske obrambne unije z Evropsko skupno vojsko. Ampak je takrat zaradi nekaj glasov v francoskem parlamentu predlog propadel. Ampak če se vrneva nazaj v preteklost, ne, kakšne so bile okoliščine tam v začetku 50. let, bili smo takoj po drugi svetovni vojni, Stalin je bil še živ, grožnja z vzhoda je bila zelo resna,
Evropa je bila po drugi svetovni vojni še vedno v ruševinah in takrat so seveda evropski voditelji videli, to resno grožnjo in kot najboljši odziv, da bi Evropa se povezovala in naredila to skupno vojsko. Kot sem rekel, je zadeva takrat, propadla, ampak smo se znašli v zelo podobnih okoliščinah, ne. Moralno je Evropa bila v nekem razkroju v zadnjih letih, bila je, zdaj tudi v finančnih, ekonomskih težavah zaradi covida, grožnja z vzhoda preko Putina je zelo realna in seveda se postavlja vprašanje, ali je prav, da imamo 27 različnih vojska, ki so relativno neučinkovite, tudi medsebojno nepovezane, a ne. In, ja, tudi sam sem se pridružil skupini evropskih poslancev, ki zelo intenzivno spodbujamo tudi voditelje držav članic, da za neki, strateški, dolgoročen pristop, za našo resno avtonomijo in pa mir v Evropi, se bo potrebno odpraviti v smeri skupne evropske vojske. Kaj pa bi skupna evropska vojska pomenila za zavezništvo Nato? Bi ga okrepila. Zdaj imamo ameriški del Nata, ki je zelo močan, ne, imamo pa evropski del Nata, ki je zelo razbit na številne države članice. Tako da jaz mislim, da bi imeli potem dva enakovredna krila na obeh straneh Atlantika, na ameriški kot tudi na evropski strani. Seveda je danes to še, ko odpiramo te teme, zlasti, ne vem, za kakšne Poljake, tudi Francoze, skoraj, tabu tema, ne, češ kakšna skupna evropska vojska, kdo bo temo poveljeval, kdo jo bo sestavljal in podobne stvari, ampak če samo nekaj stvari zložimo skupaj, na primer, vprašajte se, kakšne so bile razprave o uvedbi skupne evropske valute v 90. letih. Sam nisem verjel, da ob močni marki, da je možno, da bodo Nemci kadarkoli pristali na skupen evro. In so. In danes je pač evro eden izmed naših, ključnih veznih členov, steber stabilnosti in podobne zadeve. In jaz verjamem seveda, da če to naše vojske, ne, kot je rekel komisar Kubilius, da to so bonsaji vojske, kar pomeni, da so lepe, so majhne, drage, ampak z njimi si ne moreš kaj veliko pomagati. Predstavljajte si, kakšen bi bil realizacija moč, če bi bila Amerika, razbita ali pa ameriška vojska razbita na 50, toliko imajo zveznih držav, 50 različnih vojska. Najverjetneje bi bil kar kaos, ne. In, tukaj jaz mislim, da je seveda velika priložnost, da seveda, pridemo do neke resne, močne, kredibilne sile. Noben ne bo, prepovedal imeti nacionalnih vojska, če na primer Poljska, Francija še vedno želijo imeti, ali pa tudi Slovenija zaradi svoje tradicije, zgodovine, svoje vojske, seveda nobenega problema. Pomembno pa je seveda, da bi s, temi skupnimi prizadevanji, skupnim financiranjem začeli graditi pa seveda, skupno, evropsko vojsko. Najprej je treba zgraditi poveljstvo, ne, da začne te stvari koordinirati, da začne ljudi usposabljati, da imajo skupno vajo, skratka, da začne neko skupno zgodbo sploh graditi. Potem pa mislim, da kjer bo bistveni preskok, je pa, skupne nabave in če hočete, osredotočanje na, manjše število različnih oborožitvenih sistemov, ne. Danes imajo evropske vojske 16 različnih tankov, na drugi strani imajo v Ameriki eno različico, ne. In podobne zgodbe, skratka, tukaj bi se tudi pokazalo, da bi bilo za vse skupaj iti skupaj, ceneje in močneje. In tukaj je še recimo ena zelo poučna zgodba, ki bi pasala v ta kontekst, je zgodba Boeinga, ne. Veste, da tam v 70. letih, konec 60., v začetku 70. let je seveda v aviaciji, Boeing, ameriški, zelo prevladoval in seveda, zelo razdrobljeni in majhni evropski konkurenti mu niso bili kos. In zato se je konec 60., v začetku 70. Evropa odločila, da naredi tako imenovani Airbus, kjer so sile združili Francozi, Nemci, skratka, takrat
glavni igralci v Evropi, ki so bili zelo razbiti. Danes je Airbus ena izmed uspešnih svetovnih zgodb, močen igralec, zelo prisoten, z lahkoto konkurira največjim igralcem na svetu. In v podobnem smislu jaz tudi vidim razvoj te evropske skupne vojske. Kaj pa na ravni recimo slovenske države? Videli smo, da je bila prejšnja Golobova vlada prisiljena tudi večati izdatke za vojsko, potegniti neke spremembe tukaj. Kako ocenjujete njene korake in kaj bi položili na srce novemu obrambnemu ministru pod Janševo vlado? Zanimivo se mi zdi, da ste uporabili izraz prisiljena. Nihče nas ni prisilil. Mi smo se sami zavezali, da bomo del neke skupine, ki se ji reče NATO, in v tej skupini si bremena delimo. In bremena si delimo tako, da se dogovorimo, da bomo vsi skupaj za obrambne izdatke zapravili neko število, nek odstotek. In dogovor je bil 2% naših BDP-jev. Pri velikih državah 2% pomeni zelo veliko, pri majhnih 2% pomeni nekoliko manj. Zato je pa v relativnem smislu, da je za vse breme enako. In seveda je nesolidarno, nekolegialno, če ti nekaj obljubiš, da boš naredil, potem pa tega ne storiš. In Slovenija pod levimi vladami se je tukaj ves čas igrala. In mislim, da še nikoli v zgodovini jaz nisem videl takšnega pisma, ki ga je poslal generalni sekretar Rute zdaj nekdanjemu predsedniku vlade Golobu, kjer mu je zelo jasno povedal, zakaj nas farbate, zakaj nam lažete. Sami ste se na vrhu zavezali, da boste namenili 2% za obrambne izdatke, v realnosti ste pa 1,6. In če morda v slovenski javnosti leva stran lahko farba ljudi in govori o nekih čudnih odstotkih, ampak šlo je zgolj za kreativno računovodstvo. Ker obrambni izdatki so v NATO zelo jasno klasificirani, ve se, kaj je obrambni izdatek, kaj ni, in tukaj ni veliko prostora za motoviljenje oziroma ribarjenje v kalnem. In seveda, jaz pričakujem seveda od nove vlade, pa tudi od novega obrambnega ministra, da bo naredil vse, kar je potrebno, da je Slovenija zopet kredibilen član zavezništva, kredibilen član mednarodne skupnosti, kar pomeni, da bomo izpolnili naše zaveze, pa ne zaradi tega, ker bi bili to prisiljeni, kot ste vi uvodoma dejali, ali pa ker bi nas v to silil NATO, ampak ker je to v našem interesu. Ker sem prepričan, da je kolektivna varnost, ki nam jo zagotavlja NATO, za nas najcenejša in najboljša. Ker če mi ne bi imeli NATO, bi morali za marsikatero drugo stvar poskrbeti sami, tako pa nam jo danes zagotavlja NATO. Med drugim patroliranje nad našim nebom, ne. In še mnoge druge stvari. Sami ste, ko ste bili minister, začeli tudi kar nekaj reform, novo kampanjo za več zaposlovanja, več interesa, sploh mladih, za Slovensko vojsko. Kako ocenjujete zdaj po toliko letih njene učinke in morda ali bi naslednji korak, o katerem bi morali razmišljati, bil tudi obvezno služenje vojaškega roka? V našem času smo seveda ogromno naredili. Hvaležen sem sodelavcem in takrat so bili ukrepi zelo ciljno usmerjeni. Prva stvar je, da smo zmanjšali birokracijo. Se pravi, če je že nek mlad imel željo postati pripadnik Slovenske vojske, da ni to trajalo več mesecev, preden se je lahko vključil, ampak da je postopek rekrutacije in vseh potrebnih pregledov in drugih birokratskih zahtev trajal mesec. Skratka, to je bil prvi pomemben preskok, ki smo ga naredili. Druga zadeva je, da smo izboljšali materialni status slovenskih vojakov. Tretja stvar, da smo uredili dolgoročno z njihovim statusom oziroma njihovo prihodnostjo, tudi po letu, ko dosežejo 45. rojstni dan. Tako da vsi te kazalci so seveda, oziroma vsi ti ukrepi so dali neke
pozitivne posledice, ki so jih seveda s pridom žele tudi kasnejše administracije, ne, ki so prihajale za našo ekipo. Zdaj čas bo pokazal, ali je to dovolj ali ne. Zdaj zadeva, ki mene skrbi, je, da so časi resni, a ne, in da najverjetneje Slovenije s 7 do 10 tisoč profesionalnih vojakov ni mogoče braniti. In da zdaj je že kar nekaj, da sem zelo natančen, da je že 2 desetletja, 2 desetletji od tega, odkar smo obvezno služenje vojaškega roka opustili, kar pomeni, da dejansko nimamo več generacij, ki so sploh vešče rokovanja z orožjem. Kar pomeni, da sploh nimamo ljudi, ki bi jih lahko dali v neko strateško rezervo. Recimo v času osamosvajanja Republike Slovenije je bilo pod orožjem 35 tisoč ljudi na vrhu, ko smo bili najbolj pripravljeni in v najboljši kondiciji. Zdaj danes, ne, se postavlja vprašanje, ali sploh imamo takšno število primerno vojaško usposobljenih ljudi. In na tej točki jaz mislim, da bo nova garnitura naredila neki strateški razmislek. Poleg profesionalnega jedra, ki je seveda potreben in je dober in se bo na njim še gradilo, kako pridobiti kadre za strateško rezervo. Ali je to dovolj zgolj s prostovoljnim pristopom ali bo potrebno tudi preiti v obvezno služenje vojaškega roka. V Evropi imajo danes različne prijeme, različne pristope. Nekatere države so se odločile za povratek nazaj k obveznemu služenju, tudi v naši soseščini, naprej na Hrvaškem, na severu, na Švedskem in še kje. Nekje, kot na primer na Danskem, imajo določeno kvoto, ki jih potrebujejo za posamezno generacijo, in potem, če ni dosežena ta kvota s prostovoljnim pristopom, potem naredijo neke vrste nacionalni žreb, kar pomeni, da ni potrebno, da celotna generacija odsluži rok, ampak zgolj tista, ki je bila izžrebana. Skratka, tukaj je več različnih pristopov, ampak ja, danes se je vojskovanje, sama vojna bistveno spremenila in ključna je vzdržnost, ne. Tudi vojna v Ukrajini je pokazala, da tukaj je ključno, ali ti lahko vzdržiš prve dni, da potem ti pridejo na pomoč zavezniki, in kako dolgo časa lahko zdržiš, in seveda tukaj je ključno vprašanje, koliko ljudi pri teh zadevah lahko sodeluje. In jasno je, da neke Slovenije 80 tisoč ljudi samih ubraniti ne more. Morda se premakneva pred koncem še na eno temo, ki jo obširneje obravnavamo v novi številki Slovenskega časa. To pa je odvisnost Slovenije in Evrope od virov, od drugod. Vemo, da smo na marsikaterem področju močno odvisni od tuje tehnologije, proizvodnje, konec koncev tudi hrane, kmetijstva. Kako ocenjujete recimo trenutno kot evropski poslanec pripravljenost Evrope na neko, ne vem, morebitno katastrofo, ki bi nas pustila pri takih rečeh same? Svet se je v zadnjih letih dramatično spremenil in evropska ekonomija je temeljila na svoji odprtosti in optimizaciji in outsourcanju. Veste, ne. V preteklosti smo poceni energente dobivali iz Rusije, proizvodnjo smo outsourcali na Kitajsko, določene rudnine smo uvažali iz Afrike ali pa iz Amerike, a ne. Ampak to je veljalo v svetu, ki je deloval na podlagi nekih pravil, mednarodnem pravu, zdaj pa ta svet se porušil. In ves svet gre v smeri tega, ali si ti lahko zagotoviš neko samozadostnost, ali si ti lahko v kriznih časih samozadosten. Prvi resen tak preizkus, kjer se je pri zelo banalnih stvareh pokazalo, kakšne težave imamo, je bil covid in maske. Spomnite se, ne? Neke maske, ki ni znanstvena fantastika, niti ne neka vesoljska tehnologija jih proizvajati, in kakšne težave so bile, ker smo celotno proizvodnjo outsourcali na Kitajsko. Zdaj se seveda te stvari obračajo
In tukaj mora Evropska unija narediti seveda kvantne preskoke, da te svoje odvisnosti zmanjšuje, ker odvisnost nas zelo drago stane, spreminja naš način življenja, dela naše življenje zelo drago in zato je seveda potrebno določene ukrepe podvzeti. Naprimer, energenti so ključna stvar, a ne. Energenti vplivajo na celotno delovanje gospodarstva, tudi gospodinjstev. Če so energenti dragi, celotna dobavna veriga postane dražja, cene so višje. Skratka, prvi fokus je, kako se Evropa lahko organizira, da bo energetsko mnogo bolj samozadostna, ne. Odpovedali smo se ruskim virom, ne, zdaj smo nekoliko bolj odvisni od severnoafriških pa od ameriških virov, ampak tudi tam se morda lahko v prihodnosti karkoli zakomplicira. V številnih sektorjih smo odvisni še vedno od Kitajske, a ne, in tukaj nas čaka ogromno dela, ne. Vsaj, kar se tiče energije, lahko rečem, a ne, da prva stvar, ki je, da Evropa začne uporabljati vse svoje energetske vire. Jaz sem bil enostavno šokiran in presenečen, ker sem bil na enem tehničnem briefingu, da ima Evropa na razpolago res ogromno energetskih virov, ki jih pa ne izkorišča. Jaz nisem vedel, da na recimo v Sredozemskem morju obstajajo velike zaloge plina in nafte, da to obstaja celo v Jadranskem morju, da to obstaja v Severnem morju. Skratka, veliko je nekih še neizkoriščenih potencialov, ampak to govorim seveda, če vztrajamo na starih tehnologijah, kjer je, bi rekel, olje in plin še vedno zelo pomembna stvar. Ampak mislim, da tukaj je treba iti še vedno v smeri, da želimo mi imeti čiste tehnologije in tukaj jaz vidim veliko priložnost v jedrski energiji. Jedrska energija je takšna stvar, kjer mi imamo lahko na evropskih tleh celotno dobavno verigo, celotno zgodbo od začetka, torej od urana pa do samega delovanja jedrske elektrarne. Poleg tega so v porastu tudi številne nove tehnologije, mali modularni reaktorji. Skratka, tukaj je neki razcvet in tukaj je neka velika priložnost za samo Evropsko unijo, kako se zagotoviti stabilno, dolgoročno energetsko samozadostnost, ne. Potem pa tudi v samem načinu proizvajanja, a je prav, da vse stvari, ki dišijo malo po ročnem delu, malo po tem, da je treba neke stvari zložiti skupaj, outsourcamo v druge države, ali ni strateško pomembno, da te stvari proizvajamo tudi na evropskih tleh. Skratka, zdaj je Evropa v tem procesu, da odvisnosti, ki smo se jih poslužili v preteklih desetletjih, jih zdaj postopoma odpravljamo. Na obrambnem področju, kjer sva preveliko govorila, na energetskem področju in tudi na samem našem ekonomskem modelu. Skratka, tukaj nas čaka veliko dela, to delo bo potrebno opraviti hitro in učinkovito, če želimo, da bomo seveda v tem globalnem, zelo konkurenčnem svetu preživeli. Predvsem pa, jaz vedno rečem, ne, v Evropi imamo zelo pametne ljudi, tudi delovne ljudi, ni pa jim potrebno težiti z raznimi birokratskimi nesmisli, a ne. Saj veste tisto, ne vem, krilatico, ne, ko drugi svet inovira, Evropa regulira. Mislim, to je najbolj enostavna stvar, ki jo lahko spremenimo. Da ljudem omogočimo, da svoje talente spravijo v prakso in Evropa s polnimi pljuči zadiha. Morda še za konec, v Evropskem parlamentu in seveda prej v slovenski politiki predstavljate, zastopate Novo Slovenijo kot krščanske demokrate. In me zanima, kaj vam osebno na ravni politik, ki jih zagovarjate, ta krščanska demokracija, se pravi družbeni nauk cerkve, ki govori o mnogih osnovnih načelih za politično delovanje, pa tudi do bolj konkretnih aplikacij teh načel preko papežev, preko škofov, duhovnikov, ki potem razlagajo družbeni nauk cerkve. Katera vodila imate pri svojem delovanju političnem zaključna in mogoče, če pokažete, kako se potem
kakšno od teh vodil konkretno v kakšni reformi ali pa politiki, ki jo zagovarjate, pokaže? Meni osebno zagotavljajo krščanske vrednote neko mirnost, stabilnost in pa smer. Saj veste, če nimaš smeri, potem je vsaka pot prava. Ampak ni pa nujno, da boš po vsaki poti tudi dosegel cilj. Tako da ne vem, zadnja taka velika zgodba, ki sem jaz vsej bil v Evropskem parlamentu, je bila z Niko Kovač. Morda ste jo spremljali, morda ne, ampak tukaj sem jaz seveda svojim vrednotam, v katerih sem bil vzgojen, sledil po svojih najboljših močeh. In recimo, to je en takšen konkreten primer, konkretizacija, kjer seveda slediš vrednotam, v katerih si bil vzgojen. Je pa teh, če hočete, bitk ali pa teh zgodb v Evropi polno. In jaz vedno vsakemu rečem, a ne, nam, krščanskim demokratom, je zelo enostavno in lahko. Mi vemo, kje je smer, mi vemo, katera pot je prava. In potem je z nekim takim načrtom tudi mnogo lažje delovati, kot pa tisti, ki se vsako jutro zbudi in se išče in ne ve, ali bo šel v levo ali bo šel v desno in kako sploh naprej. Skratka, zlasti v tem kaotičnem svetu so naše politične pozicije seveda ključne. Ampak vedno pa recimo zlasti na levi strani to zelo velikokrat izpostavljajo pa poudarjajo, ne, da eno je seveda naša vera, eno je naša Rimokatoliška cerkev, institucija, ne, drugo je pa politika in politične stranke in seveda mi imamo skupne vrednote, sta pa to dve različni zadevi, ker ne pomeni, da škofje vodijo krščansko-demokratske stranke oziroma da krščansko-demokratske stranke vodijo Rimokatoliško kurijo. Skratka, tukaj gre za skupne vrednote, vsakdo pa seveda deluje na svojem področju. Dobro, gospod Tonin, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam za priložnost.